Bomo počasi zapiskali na piščalko in štartali ta naš današnji večer. Zato vas samo še enkrat uradno lepo pozdravim. Dober večer vsi ljubitelji in tudi kar nekaj ljubiteljic nogometa se je nabralo ali pa mladih izklesanih fantov. Da si dobimo kakšno bonus točka recimo. Dva nekdanja igralca nogometnega kluba Tolmin, ki imata vidno mesto v slovenskem nogometu, sta danes z nami in verjamem, da jo vsi bolj ali manj dobro poznate. To sta igralec nogometnega kluba Celje, Danijel Šturm. Lep dober večer. Zdravo vsem. Danijel je, kot veste, prvi igralec v zgodovini nogometnega kluba Tolmin, ki je postal reprezentant, no tukaj poleg mene pa še Saša Kolman od septembra leta 2023, selektor ženske slovenske nogometne reprezentance in zato seveda sedi zraven mene, ker pravi Blaž, da je vajen žensk. A jih nimaš že doma dost? Se bom vzdržal. Ja, mislim to, da že nakazuje tempo današnjega večera, ki bo tak sproščen. Prvotna ideja je bila namreč, da bi posneli nek pogovor, ga objavili na spletni klubski strani, pa se nam je potem to zdelo malo dolgočasno, da ne rečem kaj drugega, in je ta ideja prerasla v zamisel na nek tak družaben decembrski dogodek. In sodeč po obisku v tem prostoru smo se kar dobro odločili. Kako dobro smo se odločili, bomo morda presojali jutri zjutraj, odvisno od tega, kdaj in kako se bo zaključil današnji večer. Skozi večer vas bova popeljala Mariša Bizjak in Blaž Močnik, ki sva nekako že tradicionalno povezana z nogometnim klubom Tolmin. Bila sva zraven tudi pri med drugim praznovanju 90. obletnice pa 100. obletnice nogometnega kluba Tolmin in zato lahko iz izkušenj empirično dokazano rečeva, da se takšni večeri znajo zaključiti zanimivo. To je najmanj oziroma največ, kar lahko rečem. No, ko me je Blaž pred kratkim povabil, če bi mu pomagala voditi ta večer, sem pač iskreno povedala, jaz nimam pojma o nogometu, to je pač tako ali tako že vedel, ampak je rekel, ampak se lahko vprašaš tudi druge stvari, naprimer, kam hodi Danijel k frizerju. Ok. A odgovorim? Lahko, samo potem, povej. V Ljubljani. Žiga Istenič, zelo dober frizer. Ok, Žiga Istenič, pošljemo ti račun za reklamo. Potem sem malo pomislila, naj mu bo za voljo ženskih kvot, zato da bomo ljudje, ko rečemo tudi minu. Danes imamo 1,5 ure simbolično, kolikor pač traja nogometna tekma, podaljškov ne bo preveč, o frizerju morda še malo kasneje, ampak pojdimo najprej kar k nogometu, zato smo danes tukaj. Danijel, prej sem malo pošpionirala s travo, nisem te našla. Zanimalo me je, če imaš morda kje zabeleženo, denimo, koliko kilometrov se je nabralo v včerajšnji tekmi. Verjetno neko statistiko proti Shelbournu. Imam zapisano nekje na telefonu, ampak ne vem točno. Po moje 9-10 je pa navad kilometrov. Verjetno ne lih v lahkotnem drncu. Ne, ni zmer v lahkotnem teku, še posebej tle v Celju. Trener zahteva dosti intenziven tek, do šprinta, niti ne gleda, koliko distance je. Ja. Zdaj, ko si rekel zahteva, za tabo je zadnja tekma jesenskega dela. Nabral si kar 34 nastopov, to je v bistvu ena sezona, praktično že do konca decembra. Zelo intenzivna sezona, tudi vam se je videlo moštveno, da na koncu je malo tistega naboja, malo tistega streliva zmanjkalo, ampak danes sem prebral, trener je rekel po tekmi, buhvar, ni rekel lih
s takim izrazom biti razočaran, to je najboljše leto Celja v zgodovini kluba. Se strinjaš s tem? Sigurno ne smemo biti razočarani po te pol sezone. Vemo, on je tudi rekel, da na začetku priprav, če bi rekli, da bomo 12 pik pred vsemi na lestvici v prvenstvu in 13 z 10 pikami v konferenčni ligi, sigurno moramo biti zadovoljni in bi podpisali to vsi. Ampak sigurno smo videli, da lahko mogoče pridemo celo v top 8. Zdaj žal to se nam ni uspelo uvrstiti, ampak zdaj čakamo na žreb, upam, da nam bo naklonjen. Čakata nas še 2 tekmi v Evropi. Prej sem rekla, da sem te iskala na Stravi, pa te nisem našla, tudi tebe, Saša, nisem našla. Si kaj aktiven? Kot? Stravi. Vse pa vedana. Ki govori? Nimam pojma, kaj je to. Potem samo Strava, veš, čakaj. Smo dali na letalsko, veš, to je ena taka aplikacija, a ne, kjer beležiš svoje aktivnosti, a veš, recimo, Blaž je bil na včeraj na kolesu, jaz sem šla laufat, pa na mrzo vrh, pa to, a si ki aktiven? Jaz sem včeraj prišel nazaj z Dolomitov, sem smučil 4 dni, tako da to je bilo to za letos. Bombardino, Trunja. Sem videl, ja, lepe fotke, ja, vse drugo razen smučanja. Se veš, kako je, vsake kaj cajta se moraš ustaviti, mislim, sploh kadar je sončen dan, pa le paša, mislim, se pohidrirati, to sem mislil. Dajmo biti malo aktualni. Slovenska nogometna reprezentanca je trenutno brez selektorja. Saša, kdo bo selektor? Zdaj sme pa dobil. En domač strokovnjak bo 100%, tako da. Sprašujem zato, ker ta prvi je v bistvu predlog vrgel v klobuk prav trener Celja, Albert Riera, ki se je ponudil za dvojno vlogo. Sicer se je pričakovalo, da zna biti tak predlog zavrnjen zaradi več razlogov, ampak ne bomo o tem. Daniel, kakšen selektor bi bil Albert Riera za Slovenijo? Jaz mislim, da bi bil zelo dober. Vemo, da je prinesel v Slovenijo neko novo dinamiko nogometa, nek nov stil igre, ki ga prej tlele nismo poznali oziroma nismo niti igrali. Vidimo, da pač Celje je v Evropi konkurenčna vsem ekipam in mislim, da je v reprezentanci zelo kvalitete, ki bi se jo dalo izkoristiti in jaz mislim, da bi on bil dober selektor. Kakšen mora biti selektor Slovenije? A sta bila z Matjažem Kekom tudi mogoče v kakih stikih v tem času? On je sicer imel malo daljši staž od tebe, ampak tudi tega pridobivaš, pa tudi prej si bil skozi rečemo strokovno delo Nogometne zveze Slovenije, tako ali drugač v stiku z vsemi. Torej, kaj lahko pričakujemo? Mislim, Matjažu vsa čast za teh 7 let, konc koncev nas je spet peljal na eno veliko tekmovanje. Vemo, da smo vsi masovno drli v Nemčijo, sem pač fuzbal je tak, da čez pol leta to vsi hitro pozabijo, ne. In dan si heroj, jutr si tisti, ki ne ve nič več. Tako da res, jaz mu lahko na tem mestu samo čestitam. Vsake toliko cajta sva se videla, ja, na zvezi, sva se malo pogovarjala, tudi rekel mi je vedno, lej, kadarkoli, če boš karkoli rabil, komot me lahko pokličeš, tako da se mu sigurno zahvaljujem za to, ampak vsaki stvari enkrat prije konc in biti selektor 7 let ni lahko, to jaz po 2 letih že lahko trdim. Zakaj? Ker delaš z ženskami. Tega nisem jaz rekel. Si pa mislil. Ne, sigurno, mislim,
to delo ni lahko delo, zato ker je cel svet, vso breme nosiš na svojih ramenih in enostavno tega ljudje ne vejo. Pač ljudje vidijo tisto tekmo, so pametni za televizijo, so pametni na stadionu, ampak proces, da sploh priješ do te tekme, je en res ogromen zalogaj, en kup pritiska. Kako se s tem spopadati, je ratala cela znanost, tako da biti 7 let na tem položaju, sploh pod takimi pritiski, je res kapo dol. Mislim, ok, jaka fora, vsake 3 mesece ena tekma. Dej malo povej, tisti, ki tega ne vemo, ta selektorski vsak dan približno, kako to izgleda. Verjetno je tekma tisto, ko si selektor reče, hvala Bogu, da je tudi še najmanj dela. Še boljše, kaj je konc, ja. Da je hvala Bogu, da je šlo mimo. Sam problem je, da si na akciji, sta v bistvu 2 tekmi, vsa energija, ves čas vlagaš v to, da razmišljaš o tisti ta prvi tekmi, ker pač tako greš tekme po tekmo, bo hvar razmišljati o eni tekmi naprej. 3 mesece študiraš o ta prvi tekmi in pol na koncu, če se zgodi, da jo še zgubiš, imaš samo še 3 dni cajta za ta drugo tekmo. Tako da stvar res ni enostavna. Zdaj, ki pa delaš 3 mesece, je pa tako, gledaš en kup posnetkov, en kup videov, gledaš svojo ekipo, gledaš nasprotno ekipo, analiziraš vsega igralca, igralko posebej, pripravljaš v bistvu sploh, ki boš rekel, kdaj boš rekel. Mislim, je en kup dela od zadaj. Zdaj, normalno trenerji v klubu, ki se vsak dan spopadajo s tem, imajo še manj cajta. In definitivno rabijo ali večji štab, ali pa pač ne grejo v take detajle, ker je enostavno danes v tem fuzbalu to nemogoče. Zdaj smo dobili malo pogleda v to mogoče, kako je biti selektor. Kako pa je biti oziroma kako je postati reprezentant? Daniel, letos jeseni si postal, kot smo slišali, prvi v zgodovini nogometnega kluba Tolmin, nekdanji igralec, ampak mogoče za koga smešno vprašanje, ampak mene res zanima, kako to izgleda. Ne vem, ti zazvoni telefon, te nekdo pokliče, ti pozvoni na vratih, ne vem, kako si izvedel? V reprezentanci je team menedžerka in ti pošlje mail in tudi na telefon ti napiše SMS, da si vpoklican v reprezentanco in kdaj je zbor, kdaj je prihod, vse. Precej birokratsko in mogoče tipično novinarsko vprašanje, ne prav izvirno in pljuvam v lastno skledo. Kaj ti je šlo takrat po glavi oziroma še bolj tipično izrabljeno rečeno, kakšni so bili takrat občutki, ko si dobil ta mail? Jaz sem bil prvič letos poleti, takoj po koncu tekem v Domžalah, sem bil poklican, pač občutek takrat neverjeten, ne? Itak si vsak igralec želi enkrat zastopati barve svoje države in ja, fenomenalno, sploh nimam ki dodati. Zdaj, ko smo čakali začetek, so se tu vrtele slike na tekmi, se mi zdi, proti Švedski. Si ubrano pel z fanti himno, kako je takrat priti na igrišče in pred polnimi tribunami doživeti ta trenutek? Sigurno je malo treme, mislim, te pozitivne treme, ampak pol, ko poješ to himno, tam je nekaj neverjetnega, kurja pot ti gre, veš, da so vsi tam s tabo, vsi so igralci, vsi v štabu, vsi na klopi in pač, da igraš za Slovenijo, da zastopaš svojo državo. Ampak do tam je pot zelo dolga, si predstavljam, če ne drugega. Je treba odrasti, odraščal si tu v Tolminu, zaigral za člansko moštvo precej mlad, potem pa je prišel klic iz tujine, šel tja na italijansko-švicarsko mejo, blizu Milana. Kako je, ko gre praktično še najstnik takrat od doma za enim
zelo težko zasluženim profesionalnim nogometnim kruhom v tujini? Težko je iti, še posebej, ko greš sam, pa jaz sem šel takrat, sem imel 18 let, zdaj nekam v tujino, res da nisem šel daleč, bilo je 5 ur od tlele, ampak ja, iti tja sam, pa spoznati druge ljudi, naučiti se drugi jezik, jaz se ga žal nisem. Težko se je vključiti tudi tam v tistem klubu, so bolj malo govorili angleško, so le govorili italijansko, poti mora iti takem prevajati pa vse, ampak ja, jaz sem se nekako znajdel, no, vsej. Izkušnja je bila lepa in mislim, da mi bo tudi za naprej dobro dela ta izkušnja. A si takrat vedel, čutil, hotel, da je da je to tvoje poslanstvo, ne glede kako težko je? Ja, takrat sem imel še stare agente, no, ko so takrat prestopili do mene, sem vedel nekako, da gre to zares, no. Predtem nisem niti neki razmišljal o tem, ki preveč, no. Ponavadi otroci starih pred 13 letih, pred 10 hočejo postati nogometaši pa igrati za Real Madrid pa vse. Zdaj jaz ne vem, jaz sem bolj pozno začel o tem razmišljati, se mi zdi, ampak ja, takrat, ko sem tlele tisto sezono dal 20 golov, ko so se mi začela odpirati neka druga vrata, sem začel tako razmišljati in ja, sem vesel. Kaj pa ti, Saša, kaj si ti razmišljal, recimo kot 11, 12, 13-letnik, si imel željo, tako kot tisti fanti, ki nosijo, ne vem, drese, Ronalda, kogarkoli že, da boš nekoč zelo dober nogometaš, ali si že od vedno razmišljal o nekih trenerskih vodah, recimo? Kakšen je bil ta pogled v prihodnost? Zdaj, če lahko, jaz bi se samo na Danijela nekaj navezal. Jaz sem že 6 let na nogometni zvezi in mi je šlo ful na živce zmeri, da idrci ga imajo, mi ga pa nismo imeli. Tako da Adam Gnezda Čerina, ne? Adama, ja. Sicer Pob je top igralec, pa lik, pa vse, samo jezidrje, nist mina, ne? Tako da, ko sem videl seznam in ko sem videl to ime, tam sem bil ful ponosen, tako da res. Hvala. A se tudi v šoltku izmikal na vprašanja? Sem tel zdaj nadaljevati. Pred 13 letih je prvič prišla ven igrica Football Manager, ko sem ratal nor na njo, tako da jaz mislim, da sem zmeri sanjal temu, da bom enkrat trener. Tudi polka mi je enkrat ratalo nek profesionalni nogomet igrati, je bilo zmeri z nekim namenom se čim več naučiti, pa čim več izkušenj vzeti, ker sem vedel, da enkrat bom pač bil trener. Zdaj, kam me bo pot pelala, definitivno se nisem niti sanjal v to smer, ker sem šel zdaj. Moja želja bila vedno biti trener. Ni bil plan B in nek kompromis. Učil si se, no, seveda v nogometnem klubu Tolmin, pa če samo malo povzameva, tudi v španski 3. ligi, tu v Sloveniji, v Nafti in Primorju. Kaj si se naučil kot igralec? Zdaj bom povedal eno anekdoto, da bom najlažje razložil, kako sem se naučil, ko sem šel ven. Meni so mi vsi, verjetno zaradi mojih sposobnosti, tle v Sloveniji govorili, ko sem dobil žogo, so se začeli dreti že na mene, že predtem sem dobil žogo. Duha! In pole je bilo par let, ko smo nabivali samo dolgo. Potem sem pa šel v Španijo, pa pridem na ta prvi trening, pa smo igrali trening tekmo z U20 ekipo v tem klubu. 5. minuta, jaz dobim žogo in seveda, Duha. Ja, sem udaril Duho. Zdaj trener je zapiskal, je prišel not in me je začel po špansko nekaj kazati, da če sem zmešana, ne. Pa sem mu rekel, čakaj, če imam pritisk z obeh strani, ki naj naredim z njo? In pa mi je rekel, začni pa driblat, ne zanima me. In takrat se je mene svet obrnil, ne. Tako da, to je bila največja možna izkušnja tudi za moje trenerstvo, ker sem pol začel jaz, oziroma sem mogel začeti tako razmišljati in sem začel več igrati in sem definitivno začel bolj uživati.
In takrat, ko začne igralec uživati, takrat v bistvu vrata najboljša verzija sebe. Tako da jaz provam zdaj kot trener to dati naprej na igralke. Potem si šel tudi na Ferske otoke. Kdaj je to točno bilo? Spomnim se samo tiste anekdote s tem pristankom z letalom. Mogoče ne vedo vsi, zato pa malo opišeš, ko je to izgledalo. Ja, jaz pa ene ston sva bila skupaj na sedežu, sva prišla kaj zelena onda. Ferci so bili pa zelo dobre volje, pač so nas sprašvali, da ne vem, kje je bilo, mislim, aj kak problema, ne. V glavnem pač avion je tako treslo, da jaz mislil, da ne bomo preživeli. Ampak letališče je precej posebno, kratka prestajalna steza. Mislim, letijo, tja gor leti samo njihova firma, kar noben drug ne upa. Je pa zanimivo, da pole sva šla, ko sem bil gor še z enim Slovencem, sva šla po ribe, itak, gor so same ribe. In pokaj sem prišel tja v tisto tovarno, ni bilo kjer nobene žive duše, in po je prepičil en viličar okrog, se je ustavil prav lih kaj, da ni zadriftu, in me je pogledal in je rekel, Jesse, brate. In pa se jaz rekel, ola, tudi le se bomo znajdli. Daniel, tebe ni bilo treba pristajati, vseeno malo na hitro, ko sem pogledal, če ne govorimo, če pustiva nogomet malo ob strani, super urejeno mesto, res lepa okolica v Švici. Kako si takrat seveda doživljal kot profesionalni nogometaš, časa imaš, kolikor ga imaš, te je to tisto okolje, kjer bi komod delal naprej? Sigurno, tam je tudi blizu, zelo lepo mesto je, no. Tudi zraven imaš Como, je 5 minut lih čez mejo, imaš 40 minut v drugo stran imaš Lugano, ka vemo, da je isto dobra ekipa in mislim, da je to tudi Švica je zelo urejena država, no, tudi tisti del konc Italije, Švice je zelo urejen in sigurno za ekipa ne bi mogel tam delati, no. V glavnem, v Švici si zamenjal sredino začasno in se potem, Mariša je rekla, če se pop skrega z žensko, zmeri lahko prije nazaj k mami, ti si prišel takrat v Tmin nazaj. Se reka, da ne kot Tmin, je kot mama, ja. Ja, tako je, ne kot Tmin, je kot mama. Opiš mi to pot, a gre takrat za neko razočaranje ali vseeno misliš, da je to tista izkušnja, ki ti je dala neko potrebno šolo? Takrat, ko sem prišel v Švico, v Kjaso, mislim, da je bilo prvi mesec, prve 2 priprave in sem se nekako dobro, sem se počutil, tudi dobro sem treniral, ko sem govoril s trenerjem, pa vse, pa se začneš malo zgubljati, mogoče ne igraš tekem, to. In pole sem se jaz z agentom zmenil, je tam poznal zraven so igrali 3. švicarsko ligo, sem šel jaz tam najprej na posojo za pol leta, pole pa ja, po zimi smo se odločili, da je najboljše, da se vrnem v Tolmin. Se mi zdi, da sem tlele zabil 12-13 golov, če se ne motim, v tiste pol leta in mislim, da je bila to tudi pravilna odločitev, sigurno pa je bila to, da sem šel v Švico, ena lepa izkušnja, no, tudi za naprej. Bomo Klemena Jarca spustili, upam, da nam tehnika to dovoljuje. Izpostavil bi samo eno stvar, preden smo začela z individualnimi treningi, je bila z moje strani samo ena zahteva, da je na vsakem treningu 100% in da ne išče izgovorov. In danes smo tukaj tudi zato, ker je to obljubo držal, si postavil visoke cilje, katerim še vedno sledi. In mislim, da smo tudi zaradi tega vsi veseli v klubu, ko poznamo njegovo pot. Imamo tudi kakšno anekdoto, ne vem, recimo po zimi sem večkrat potiskal novega Kliota, ker enostavno po treningu ni užgalo in ni bilo druge. Mogoče ta, ko je še igral v drugi ligi, je, dajmo reči, bil pomočnik tudi pri 7-9, kjer pa je bil bolj za zavezovati copati, kot kar kaj drugega.
Za konc bi lahko rekel sem še to, Daniel, ne pozabiti, da Tolmin je velik klub in ti bo vedno stal ob strani. V bistvu, Klemen, bi te vprašal, kakšne prednosti prinaša odraščanje v majhnem okolju pri razvoju vrhunskega športnika. Sam si rekel, ne, da nisi šel ven zelo mlad, čeprav mlad. Vseeno, kaj te tako okolje kot je Tolmin lahko nauči? Jaz bi rekel, da je tlele največ, ker ni mogoče toliko konkurence. Vemo, da po drugih večjih klubih, večjih drugih mestih je mogoče 500 ljudi, 500 otrok na selekcijo. Potem pa so tu še odločitve, ki jih moraš ti sprejeti, kot igralec. Sigurno je lahko vmes kakšna napačna odločitev, ki jo obžaluješ. Ampak jaz se mi zdi, da takrat, ko sem z 17-18 leti bi lahko igral jaz mladinsko ligo, naprimer v Gorici, so me vsi sprašvali, za kje ne igraš. Sem rekel, ja, pač meni se zdi trenutno boljš, da igram članski nogomet v 3. ligi. Vemo, da je bila takrat neka izkušena ekipa, marsičesa sem se tudi naučil in jaz sem vesel, da sem se odločil za to. Tukaj med nami vidimo tudi kar nekaj mladih fantov. Kaj bi recimo svetoval mladim nogometašem, ki recimo zdaj trenirajo pri nogometnem klubu Tolmin? Da morajo trdo delati, morajo pa slediti svojim sanjam. Če bojo sledili svojim sanjam, morajo si postaviti nek cilj in k temu cilju morajo iti. Slediti sanjam, Saša, to pomeni, da greš loviti kite na Ferskih otokih. A drži? Drži, od kitov do kamel, do kengurujev, vse je bilo tako, da vedno je bilo pa odzad, je bila ta strast do nogometa, do trenerstva, ki me je peljala pač po celem svetu, ki mi je odprla obzorja, ki sem naredil svoje konekcije povsod, kjer sem bil, da pač si lahko danes tle, kjer si. Jaz upam samo, da ta pot še ni končana, ker kjerkoli si, še vedno imaš nekaj pred sabo, ki probaš doseči. Tudi jaz ne, vsi rabimo zastonj karte. A je to ena večjih črnih pik ali slabih strani trenerskega posla, a dobiš ta vprašanja za zastonj karte? Ja, veš, da jih dobim. Ampak tako ti bom povedal, z veseljem ugodim prav vsakmu, ker mislim, da vsaj na ženski strani rabimo podporo, rabimo čim več ljudi. Jaz tudi probam inštalirati eno miselnost tem, da moramo biti bolj odprti, da moramo biti bolj priljudni, zato ker pač rabimo zanimanje, rabimo ljudi, ki bojo odzad, da bo ta stvar rasla. Jaz mislim, da ima ful velik potencial, sigurno je pa na nas, da naredimo ta rezultat, ki bo potem mogoče prišla neka euforija. Vsaj v državah, kjer je zdaj euforija za ženski nogomet, so mi rekli, da so prvo rabili ta rezultat, prvo ta preboj, svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo, ki je potem spremenilo miselnost in so stadioni polni. Mi igramo tudi pred 20,000 ljudmi, tako da je tako kar en velik izziv za te naše punce. Do tega bova še prišla. Daniel, potem malo pred oziroma med covidom si ratal vinogradnik, v narekovajih, šel si v Brda in imel Bilje, pardon, in imel kar uspešno koliko leto pa pol? 2 leti sem bil v Biljah. Prvo leto je bilo bolj slabo, dal sem se mi zdi, če se ne motim, 2 gola. Po pa drugo leto je prišel poleti tudi nov trener. Meni se zdi, da je tudi verjel vame, več kot prejšnji trener. Tudi to je pomembno, se mi zdi v športu, v nogometu, da še posebej trener verjame vate. Tisto sezono sem dal 13 golov, pa
Ja, je sledil prestop. In tudi en kup asistenca, ne, na to ne smemo pozabiti, kot kako je Saša, to je zelo pomemben del igre. Tudi včeraj, ne, v bistvu si ga zrihtal, pa Če daš asistenco, sem je treba tudi zabiti gola, ne? ja. Moram zabiti. Sledila je ena zelo velika nagrada. A si pričakoval klic Maribora? Nisem pričakoval. Nekako se je namigovalo, da bom šel v prvo ligo. Tle se je omenjalo predvsem Domžale, pa Bravo, Aluminij še takrat. Ampak ja, se mi zdi, da takrat, kad te Maribor pokliče, vemo, da je to še zmeri največji klub v Sloveniji. In da če te oni pokličejo, da enostavno moraš sprejeti ponudbo. Če bi te poklical Maribor, Saša? Ne, malo za hec, malo za res. Se strinjam z Danielom. Maribor je Real Madrid v Sloveniji in mislim, da je težko, kar kašli. Mislim, da bi težko bilo kdo rekel ne, no, tako da. Kaj pa, če bi te taki poklical? Če bi te taki poklical z Japonske in rekel, če prideš za njih trenirati, bi šel, to je bilo namreč njegovo vprašanje, ki ga je poslal in bo? Halo, Torbic, jaz sem Taki. I have so many good and funny story with Sashiko. I have so many, but so instead of them, I sing this time. This song is we used to sing each other. Okay. 北の酒場通りには髪の長い女が似合うと No special. Some of them, some of you remember this song. We used to sing this song. Okay. And question for Sashiko. If Japanese Football League team offer you to management, are you gonna come? Anyway, I hope you are doing very well in women national team. That's congratulations. Yes. Congratulations. Okay. I wanna come to Tormin one day. See you then. Bye, Tormins. Bye. Bye. Še zdaj na zastopim. Jaz ga nisem poznala, ampak sem slišala vse te anekdote, kako se je on prepogibal in ko sem videla, sem točno vedela, za koga se gre. No, v bistvu seveda je čestital Saši in ga je vprašal, če bi te poklical japonski klub iz prve lige, a bi rekel ja. Če bi bil taki prevajalec edino. Samo ne vem, po mojega ne jaz, ne igralci, ne bi zastafili. Bi mogli tako ki ponovati imeti petkove večere dole pri Črvu. Naslednje vprašanje. Malo so vaju pustila tu s temi kozarci vode in vsi drugi jejo pršut in sir, je praznični december, prihaja kakšen tatarski, pa francoska, pa poharo meso in tako naprej, ampak Daniel, a je vse to na tvojem meniju oziroma kako moraš biti strikten s prehrano? Ja, je tudi to na meniju pri meni, ampak zdaj odvisno se nasmerijo v klubu, ampak jaz sem že po naravi tak, da tudi če pojem kaj bolj sladkega ali pa nekaj nezdravega,
da se mi ne bo nekaj poznalo. Ki je nezdravo za fuzbalerje? McDonald's. Še en račun za reklamo, ok. Je pa res, da ja, zdaj je dobro, da skrbiš za svoje telo. No. To ti pomaga tudi pri laufanju, pri regeneraciji, pri vsemu. Več tudi, če spiš, prej se regeneriraš. In ja. Se pravi, kaj je na tvojem krožniku, recimo pred tekmo in po tekmi? Pred tekmo za kosilo je ponavadi pašta, bolognese pa piščanc ali pa kak krompir, pa losos, nekaj tazga. No. In potem za regeneracijo? Po tekmi imamo pa ponavadi v klubu imamo burgerje, tako da. Pa ena Coca-Cola. Ali odvisno od rezultata? Ne, to je zmeraj. Voda z limonom. Ne, pride tudi pivo, reče zmeri Riera, enega lahko za regeneracijo, dva pa ne. Kot Blaž. Jaz bom ta trečga, prosim, če bo kjer. Jaz bi pa tudi dopolnitev, prosim. Saša, spomnim se, bila sva pred 12 leti na Celticovi akademiji v Glasgowu in tam smo imela tudi zastojn za jest v trening centru od Celtica in jaz se spomnim, tam so bili igralci, trenerji in pač so imeli, rečemo temu, normalne porcije. Medva smo imela en večer prej. Zelo intenzivno izobraževanje. In se spomnim, Saša je prinesel en tak krožnik, ki tale miza tu. Seveda so drugi samo gledali, je bilo pa tako, ne, lahko si pojedel, kar si hotel, nenormalno dobra restauracija, izbira. Povej mi, v teh trening centrih nisi bil samo seveda v Glasgowu, si bil tudi v Villarealu, v Getafeju in še marsikje. Nutricizem, se pravi prehrana, ne, je postala nekaj najbolj pomembnega zraven fizične priprave. Kako pa na primer na Brdu med pripravami, kako skrbite za to? Ja, v bistvu z vsakim hotelom, bilo kam gremo, ali je to domače Brdo, ali se je pač tujina, se jim vnaprej pošle točno določen meni. Meni, ki so ga pač zbrale reprezentantke, je neka širina, tega se one ful držijo, zato ker se pač zavedajo, da enostavno telo je tvoje orodje. Dokler telo štima, pol lahko igraš fuzbal. Kad telo enkrat neha funkcionirati, je pač te karijere konc. Tako da zato tudi vse te akademije, zato tudi recimo prav te top reprezentance imajo celo svoje kuharje, ki hodijo zraven in točno vejo komu kaj skuhati, ob kjeromu cajtu, mislim, to je ratela cela znanost. Ampak ja, zato pa danes igralci igrajo ali pa igralke do 40 leta ali pa eni še več. Jaz pa nisem lih fan lososa pa piščanca, tako da. Rebrca? Samo jih ni. Paprike tudi ne, na žalost. Daniel, če govorimo pač o pripravah, o prehrani in vse splošni disciplini, če zamudiš trening Celja, kaj sledi? Tam imamo kazni, imamo X-e, dobiš 3X in ima trener, vrtiš ruleto, moraš plačati 150 €, to gre v kaso njemu in vrtiš ruleto in ne vem, gor imaš različne kazni, imaš, ne vem, moraš trenerjo oprati avto, moraš vsem spucati kopačke, moraš garderobo spucati po tekmi in ta denar zdaj, ko se nabere, damo trenerju in pole si kupimo nekaj, kar pride nam prav v klubu, ne vem, če bomo rabili savno ali neke take stvari, za nas si kupimo. Pa verjetno se je zgodilo, da si kdaj tudi že v preteklosti zamudil na kakšen trening, tudi ko si bil še pri... Hotel vprašati, koliko X-ov, koliko krat si Rieri odpravil Ferrarija?
Lamborghinijama. Lamborghinija. Oprostite. Nisem mu nikoli, sem pa enkrat vrtel ruleto, sem mogel kupiti kapsule za kavo. To je to. Imamo še eno vprašanje, ja, iz enih drugih časov, a ne, na podobno temo. Bomo Hočevarja. Petra Hočevarja dobro poslušaj, da boš mogoče se spomnil na to. Dober dan, dobro jutro vsem v studiu. Ura je zdaj tukaj pri nas 6 zjutraj, kar me seveda takoj spomni na eno anekdot izpred davnih let, ko je bil naš Daniel star okrog 10-11 let. In moje vprašanje bi bilo, če se Daniel spomni, na katero od anekdot me ta jutranji čas spominja. Gre se pa za neopravičen izostanek od treninga in opravičevanje le-tega. To bi bilo moje prvo vprašanje za Daniela, se pravi, ali se spomni dogodka, ko je neuspešno opravičeval svoj izostanek od treninga. Drugo vprašanje pa se nanaša na Tolmin, na Celje, in sicer, ali je lepši razgled z Celjskega ali Tolminskega gradu. Hvala, lep pozdrav. Zdaj te anekdote, ne vem, mislim, da izgovora se ne spomnim, ampak mislim, da sem enkrat zaspal na trening, ne vem, kje je bil pa izgovor. To se pa žal ne spomnim. Škoda, da ni Petro še tega posnel, oziroma da ga ni z nami v studiu, kot je rekel. Blaž, no, mi se Ja, bom samo dve roki. Ja. Stereo pa to, no. Teh anekdot, Saša, je kar nekaj se nabralo tudi pri tebi. Zdaj, ene so za pred kamere, drugo nisi, oziroma Nec je rekel, ko smo imeli en tak zelo resen sestanek za današnji večer, da v bistvu nobena ni za pred kamero. Jaz se spomnim tudi enega našega skupnega pohajkovanja po Barceloni, ko smo šli gledati Celtic Barcelono, oziroma to je bilo že dan prej. No, sej ne bomo tega, ampak ja, kako se spominjaš vseh teh anekdot, ko si bil kar tak zabavljač, menda? Zdaj za Barcelono ni za pred kamero, zaradi tebe, ne zaradi mene. Smo tebe nosila krov. Če se že letela. Jaz mislim, da mora vsak... Hvala. Jaz mislim, da mora vsak, kaj je mlad, dati to ven sebe. Zato je pole lahko... Dobesedno. Ker si starejš, pole si malo bolj pri pamet, tako da pri temu ne ostane. Ampak imamo eno posneto vprašanje tudi na temo anekdot vračanja. Ja, damo Čineta. Ja. Sašo, zanima me, kako si pa ti doživljal vse te naše prigode, ko smo se vračali s tekom domov, ko si bil v bistvu glavni akter in glavni komentator. Hvala in lep pozdrav vsem. Še en kompliment. Zdaj ne vem, Zvone je tle, Štefani, kjeri so bili še ta glavni v bivših, ta starih generacijah. Jaz mislim, da imamo še vedno mi rekord, koliko cajta je trajalo potovanje z Iderja do Tmina. Mislim, da je bilo nekaj 9,5 ur. A to peš? Prav, ki dosti več v detajle ne bi šel. V tem cajtu skoraj prideš v Avstralijo z avionom. South Melbourne FC je bila ena tvojih postaj, to si v bistvu hmalo po tistem, ko so prišla z Glasgowa, si rekel, da potuješ prav na drugi konc sveta, v želji postati trener s trebuhom za kruhom, kakorkoli. Zdaj, Avstralija, Melbourne, milijonsko mesto, vse lepo in prav, med in mleko, trener in hkrati
delati v fast foodu, cereti, panirati ribe. To je bila trenutna realnost takrat. Kako je bilo iti tako daleč od doma in pač vedeti, da v tistem trenutku trenerski posel ti še ne garantira nekega normalnega življenja? Kako se spominjaš zdaj teh cajtov? V bistvu na to zgodbo, na to mojo dogodivščino sem še danes najbolj ponosen, zato ker sem se pač odločil, da hočem spremeniti okolje, da hočem slediti svojim sanjam. Moje strasti je vedno bilo trenerstvo in nekako se v tem okolju nisem videl, da bi lahko napredoval. Zato sem se odločil, da gremo v eno državo, kjer nogomet mogoče ni na prvem mestu. Vem pa, da je takrat tisto leto Del Piero podpisal za Sydney FC in to je meni nekako v glavi naredilo nek klik, vse mogoče neki pa je tam dol. Tako da odločil sem se čez noč, tle moram za enega človeka izpostaviti, ki mi je pri temu ful pomagal tudi. To je bivši ravnatelj osnovne šole, Vladi, ki sem mu rekel, ki sem imel šiht. En aplavz za Vladi, ja. Takrat sem delal kot učitelj na šoli in ko sem mu povedal, ki mislim narediti, je rekel, vse si zmešan. Ampak ni nič kompliciral, je razumel, mi je dal papirje, jaz sem se usedel na avion, sem šel v Melbourne, 24 ur na avionu sem bil zelo miren, pa ko sem stopil ven z aviona, me je pa pač zadelo. Ja. Pa v bistvu nisem niti vedel, kam se bom obrnil, ki bom delal, kako se bom znajdel. Želja je bila v parih letih sploh priti do nogometa. Jaz sem imel pa, rekel srečo, ker sem bil kar dokaj aktiven, sem pošiljal in svoje življenjepise in klicarov okrog, imel sem dosti intervjujev, da sem na koncu prestal v enemu klubu, ker sploh nisem vedel, da je zgodovinsko tako velik. Na začetku sem treniral U10, to je bilo dovolj, da sem pokril pol najemnine od stanovanja. Tako da ja, tako kot si rekel, mogel sem delati tudi v restauraciji, tudi Nejc Polka se je pridružil, sva oba delala v restauraciji, v Fish and Chipsu. Zato, da sva pač lahko preživela, zato, da sva imela dost. Vem, da danes to tako ne zgleda, ampak to so bili začetki, ja. Ampak ko imaš neki not v sebi, ko imaš tisto iskrco, ki te pelje naprej, ti enostavno ni nič težko narediti. No. In jaz sem v teh petih letih prišel od U10 trenerja do glavnega trenerja v drugi avstralski ligi, tako da je bilo ful urev. Daniel, pri tebi je pa sledila ena šampionska sezona v vijoličastem dresu. Uspešno, prvaki. Takrat je bil Maribor zadnjič prvak. Kako je bilo takrat leteti na krilih nekega šampionskega moštva, v navednicah največjega kluba v državi, kot je eden rekel. V bistvu, pač ja, to je tvoj naslov, vedno ti ga ne more vzeti. Kako je bilo takrat? Sigurno je lepo, ko osvojiš državno prvenstvo. Res, da sem bolj malo igral, sem bolj prihajal noter iz klopi. Se mi zdi, da sem dal samo en zadetek, no. Pa tudi proti koncu, ko smo itak menjali trenerja že skoraj po 3 mesecih, ko je bil Rožman, poleg ga je nasledil Radovan Karanović, sem proti koncu sezone tudi bolj malo igral. Sigurno to za igralca ni glih enostavno, ampak ja, tega naslova mi sigurno noben ne more vzeti. Kako je bilo, takrat si živel v Mariboru? Ja, v Mariboru, ja. A je dejansko to nogometno mesto, kako si doživljal vso to dogajanje zraven nogometa in seveda tudi, dobro, takrat ste bili uspešni, zdaj verjetno kritik malo več v mestu, ampak vseeno, je bilo, si užival tisto sezono? Ja, čuti se, da je to res nogometno mesto, no. Tam nimajo niti basketa, niti rokometa, odbojke in se vidi, da to mesto živi za futsbal.
Tudi navijači na tribuni jih je vedno veliko in mislim, da se tudi zato igra fuzbal za ljudi, ampak sigurno se pa čuti v klubu nek pritisk po rezultatu. Ne? Imamo še nekaj vprašanj pripravljenih. Mikrofon je pa kvarno. To je to, se veš, kako je doma. Še nekaj vprašanj imamo pripravljenih, mogoče bi poslušali Janija, tvojega brata. Ja, mislim, da tudi zdaj, ko je malo bolj prepoznaven, mu ni to stopilo kaj v glavo, dosti je isti, kakor je bil prej. Če se pa bo kdaj to zgodilo, mu bom z bratsko ljubeznijo dal to vedeti, da se to ne dela. Moje vprašanje za njega je pa še, kje misliš, da bi zdaj počel, če ne bi uspel v nogometu? Ki bi počel, niti ne vem, ki bi počel, zato ker vedno takrat od začetka, ko sem začel razmišljati, da bi lahko postal nogometaš, sem imel to v glavi. Mislim, da me je tudi to pripeljalo do tega, neka vztrajnost. Mislim, da tudi tem otrokom, ki si želijo postati nogometaš, morajo vedno biti vztrajni. Tudi če je kdaj kakšna poškodba, ne vem, ti ne gre, te trener ne mara, moraš biti vztrajen v temu. No? Omenil si poškodbo, sledila je v naslednji sezoni v Mariboru, praktično šla sezona v faliment, kot bi rekli tu. Se pravi, z ene šampionske sezone, toplo, hladno, non-stop, ga ni miru v fudbalu. Ja, takrat sem začel priprave z Mariborom, tudi sem bil v planu, takrat je prišel tudi glih pred to poškodbo je prišel nov trener, Damien Krznar, in me imel v planu, ampak ja, zdaj poškodbe v nogometu so sigurno težke. Takrat sem imel eno težjo poškodbo, ko nisem igral pol leta, ampak ja, s tem se moraš soočiti. Že na začetku si moraš dati cilj, da se čim prej vrneš na igrišča. Ja. Prej te je brat vprašal, kaj bi počel, če ne bi bil tako uspešen. Moje vprašanje pa je, kaj boš počel, ko recimo se izteče enkrat kariera. Če že a boš selektor Slovenije? Ne, selektor sigurno ne bom. Mislim, da o tem sploh še ne razmišljam, ker je, upam, da bo kariera še dolga. Še 14 let, on je rekel, do 40. Do 40, če boš jedel lososa in piščanca. Ja, upam, da bo najmanj 14 let, ne. In upam, da bo tudi čim manj poškodba, ne. Bi se rad vrnil nekoč v Tolmin? Težko rečem, zdaj ne vem, punco imam z Ljubljane, tako da ne vem, mogoče se bom vrnil, mogoče ne bomo videli takrat. Živiš v Celju? V Ljubljani. V Ljubljani, ja, to je bilo vprašanje, v bistvu, če gremo naprej, po kratkem postanku v Kidričevem, si šel potem v Domžale in doživel nek preporod, fantastičnih 70 tekem, če se prav spomnim, CCA, precej golov, asistenc, na koncu kapetanski trak. Prej smo že govorili, nagrada seveda v poklicu v reprezentanco. Danes mogoče Domžale precej z zaskrbljenostjo beremo vesti o tem klubu, ampak vseeno, dalo ti nek nov zagon to obdobje. Ja, mislim, da takrat po tem Mariboru, no, sigurno sem naredil, ne vem, 2 koraka nazaj. V karieri vem, da je bilo težko, ampak moraš narediti to. Vemo tudi, da Domžale so dober klub in tudi zdaj to, kar se njim dogaja, sigurno ni lepo. Ampak ja, mislim, da sem 2 leti preživel lepo v Domžalah.
Dal sem prvo sezono 6 golov, drugo sezono 13 golov. In mislim, da je tudi to zaslužno, da sem šel v reprezentanco in v Celje. Jaz sem izčrpala vsa svoja strokovno nogometna vprašanja. Saša, zato me zanima, kje se pa ti strižeš. Ker briješ se, ne? Jaz ratujem pa plešast, tako da prav hmal se ravno nič več strihu. Saša, prej si omenil Real Madrid. Bil si del Real Madrida, sicer v Združenih arabskih emiratih kot vodja nogometne akademije. Zdaj imamo nek umestni postank, Avstralija, Bližnji vzhod, Evropa, Španija. Kako primerjaš te nogometne kulture, ker verjetno takrat, ko si tam, je samo nogomet pomemben, ampak ga je treba nekako vključiti v okolje, kjer živiš. Kako je bilo v arabskem svetu? Prav pošteno bom povedal, da ni bilo v redu. Zato, ker nimajo pojma o tem, kje je nogomet in so enostavno tisti lokalci, jim je vse dano, živijo z zlatimi žličkami in se ne moreš lih tako obnašati do njih, kar bi se mogoče do bilo koga drugega. Otroci po celem svetu si želijo uspeti v nogometu, bi dali vse za to, njim je pa pač to samoumevno. Njim je bilo to, da so nosili majčko od Real Madrida, že kot da so, ne vem, Cristiano Ronaldo, tako da je bilo zelo težko vse skupaj voditi tam dol, tako da sem bil v bistvu prav srečen, da sem šel nazaj domov. Zdaj, kar se pa teh kultur tiče, tle so pa z naskokom za moje pojme najboljši Španci, ker mislim, ta mentaliteta, kaj jo imajo oni, koliko oni v to verjamejo, imel sem opravka z veliko Španci skozi mojo kariero in to je dobesedno tako, da vsi razmišljajo isto. Vsi verjamejo v isto stvar in vsi verjamejo v to, kar zdaj Daniel doživlja. Tako da od njih sem se definitivno tudi največ naučil. No, sej, če malo pohitrimo čas, prihod španskih trenerjev v Slovenijo je bilo majhno presenečenje. Dobro, Riera je bil tu prej že kot igralec, ampak potem kar naenkrat se je videlo, da napadalni nogomet v Sloveniji dejansko obstaja, ampak ne samo to, še pri Olimpiji Riera, se mi zdi, da prvih 7 tekem z napadalnim nogometom niso fasali gola. Kako gledaš na to mentaliteto? V bistvu je vprašanje za oba. V bistvu se da, ne? Vi dokazujete v Celju in ti verjetno to vnašaš v žensko reprezentanco. Neki cajta ste nucali, potem pa praktično zdaj ste v A skupini svetovnega ženskega nogometa. Ja, mislim, jaz na nogometni zvezi delujem tudi v oddelku za šolanje trenerjev in jaz mislim, da je bil Albert Riera, predvsem on pa vsi ostali, ki so bili tudi zraven, nujno potreben za naše okolje. Zato, ker če ne bi nogomet šel preveč samo v eno smer, to pa nikoli ni dobro. Noben ekstrem nikoli ni dober. Tako da je bila zelo dobra protiutež na drugi strani, da smo, ne vem, mogoče tudi mi tle spoznali, da se da na drugačen način tudi igrati, da se da na drugačen način pristopiti k tekmi. Jaz se pravim, sem imel že to srečo skozi kariero, da sem imel opravka z njimi, da sem imel mogoče malo te mentalitete, ki jo zdaj probam vnašati, pa tudi vidim, da pije vodo. Na koncu si toliko majhen v glavi, kakor se sam odločiš. In isto velja, da če se odločiš v glavi, da si velik, da lahko igraš proti velikim, lahko igraš tudi napadalno. Lahko greš visoko in jih prepraviš v to, da ne vem, ostale ekipe delajo napako. In jaz to probam inštalirati v žensko reprezentanco in mislim, da zaenkrat nam to ful dobro deluje. Zdaj normalno, zdaj nas pa čakajo najboljši na svetu, ampak te mentalitete ne bomo spreminjali. To nas je pripeljalo do tle in tako bomo šli tudi naprej. Če smo napadali do zdaj, bomo napadli tudi Nemčijo. Uživaš v tem, ko ste na zelenici
s Krničnikom, z Njetom, z vsemi, seveda z hrvaškim kolegom, ki je v bistvu senzacija ne samo slovenskega, ampak evropskega nogometa trenutno. Se pravi, napadalni nogomet. Ja, sigurno je treba uživati v nogometu in to, kar trenutno v Celju delamo, je samo uživanje. Tu Triera nam reče zmeri samo eno besedo, preden gremo na igrišče, enjoy. Če boš užival na igrišču, se ti bo prej steklo. In ja, sigurno tudi vidimo, en primer je Franko Kovačević, ki mu je v letošnji sezoni steklo neverjetno in tudi sam je rekel, da sigurno ni pričakoval, da bo dal to golo. No. Včasih doma Blaž gleda po 2 tekmi naenkrat ali pa 3, ne vem. Spremlja rezultate, na tablici ena tekma, na televiziji druga tekma. Multitasking. Ja. Kaj pa ti v prostem času? Mislim, koliko tekem pogledaš recimo? Pogledam tudi prvo ligo, gledam kar zelo, pa pogledam pole tudi Premier ligo, no. Ob vikendih, pa tudi ligo prvakov. Prej se je slika vrtela z bratom Janijem, sta bila v dresu Manchester Uniteda. Si tudi navijač? Navijač Manchester Uniteda, ja. Potem verjetno si... Sožalje. Ja. Hvala. Se naredi. Potem verjetno ni ga tu za tem omizjem, ampak si doživljal z verjetno velikim veseljem, ko je naš Šeško podpisal za Manchester United. Verjetno si ga lahko tudi vprašal na zborih. Kako praktično je še en Slovenc na nek način prebil let, zraven Luke Dončića na najvišjo, praktično prav zelo več kot Manchester United se ne da, pustimo rezultat ob strani. Kaj pravi? Kakšen fant je, kako zdaj ti doživljaš še Manchester United? Ne, on je res zelo enostaven fant, no. Nisem niti sam pričakoval, tudi ko sem ga vprašal nekaj od Uniteda, pa kako poteka njegov dan, pa vse mi je odgovoril lepo, tudi pogovarjati se z njim zelo enostavno in sigurno nisem sploh pričakoval, da bo tako enostaven, ampak ja, sigurno je pa lepo, da imamo enega Slovenca v tako velikem klubu, a ne. In mislim, da je bila tudi, če nekateri govorijo, da mogoče ja, če bi šel pa v Newcastle, da bi mu bolj šlo, ampak vemo, da tudi to je tako kot v Sloveniji. Če te Maribor pokliče, boš sprejel in tako je bilo greš. Tudi za njega. Ja. Če te Manchester United pokliče, greš. Olimpija bo nicala nove igralce. Verjetno že zdaj po zimi. Se hecam. Zdaj si v enem zelo lepem obdobju, takrat po Domžalah reprezentanca in potem klic Celja. Kako je to šlo? Verjetno ni bilo za razmišljati, ja, ali ne? Bile so tudi druge opcije, bila je tudi Olimpija. Ampak ja, takrat me je trener Albert poklical in sem enostavno vedel, da moram iti tja, tudi vprašal sem druge igralce, ki sem jih poznal v Celju, kako je tam, kako se dela, in so mi močno priporočali, da grem tja in mislim, da je bila to odločitev pravilna. No. Pogoje imate verjetno taki, kot morajo biti. Saša, smo v enem obdobju, v nekem tujemu vlaganju v slovenski nogomet, tuji lastniki, ampak vseeno zdi se, da smo lahko zanimivi kot neko okolje razvoja in konec koncu tudi rezultatsko, če pogledamo Celje. Da se, ne.
Zdaj, če so ta pravi ljudje na ta pravem mestu, pol se da marsikaj narediti. Recimo, zdaj bom uporabil besede Zlatka Zahoviča. Lastnik, ki prije not, ki pripelje denar, ima vso pravico delati odločitve. Zdaj, kakšne odločitve ta lastnik dela, je pa zdaj drugo vprašanje. Celje vidimo kot primer ene dobre prakse, kjer enostavno se da dokazati, da se da tudi s slovenskimi igralci nekaj narediti. Jaz mislim, da tako, kar kaže, glede na to, koliko klubov je trenutno v težavah, nam tuji investitorji so nujno potrebni. Kljub temu, mi to hočemo ali nočemo, klubi imajo velike finančne težave, sam problem je v teh tuji investitorjih, ki so vsi taki, da potem za sabo puščajo še večje luknje. Zdaj, kako pa to zbrati, to je pa zdaj en tak ful velik problem. Ja. Nas v bistvu tudi Celje je rabilo kar nekaj let, da je neko filozofijo, da je šel denar praktično v pravo smer. Kako so prisotni lastniki v klubu, kako doživljate pritisk ali ne? Niti ni nekega pritiska v Celju. Te lastniki, predsednik pa športni direktor sta res osebe na mestu. Tudi takrat, ko so prišli v Slovenijo, ona dva znata slovensko govoriti in to je bilo prvo delo, ko sta se ga ona naučila, že tle vidimo, da sta šla zares. Tudi na začetku vemo, da ne moreš to v pol leta spremeniti vse rezultate. Zdaj pa čez leta se je to spremenilo. Vemo pa, da je tle tudi ima zelo vpliva trener in to je tudi Albert zdaj v zadnjih letih spremenil. Ja. Kaj pa ti osebno, Daniel, imaš recimo kakšen poseben ritual pred tekmo, recimo kakšna taka stvar, ki je nikoli ne izpustiš, ki ti, ne vem, prinaša srečo mogoče? A si vraževeren? Nimam nekega posebnega rituala, no, mi gremo ponavadi, isti dan gremo v hotel, oziroma zjutraj imamo aktivacijo, sestanek, imamo kosilo in gremo v hotel na počitek. In smo v hotelu do tekme in to je to, nimam pa zdaj nekega posebnega rituala, no. Torej, nobene take vraževerne, kaj ti prinaša srečo, kakšen talisman? Ne. Če smo prej govorili o Šeškotu, a ne tudi ženski nogomet ga ima, Lari Prašnikar verjetno in še kateri. Povej, se to čuti, da iz te sredine lahko pride tudi v ženskem nogometu do velikega preboja pri nas. Se vidimo, ne, praktično dokaj rutinsko ste prišli iz B v A-ligo, čeprav ni bilo rezultatsko rutinsko. Ja, tako je bilo videti. Ja. Mi smo v enem letu naredili res ogromen preskok. Mi smo še eno leto nazaj igrali v C diviziji, potem smo se uvrstili v B divizijo, kjer je bil plan, cilj, neka želja, neka skrita želja je bila, da bi obstali v B-ju ali pa mogoče bili drugi, kjer bi lahko igrali nek play-off za A. Na koncu se je pač tako obrnilo, da smo prvih 5 tekem, vseh 5 tekem zmagali in pač osvojili prvo mesto in šli naprej. Tako da, ja, itak da se da, sam verjeti je treba v to, ne. In zdaj, kar se Lare tiče, pa tudi ona je doma isto tako z neke vasi, tudi šla v zelo mladih letih že s trebuhom za kruhom, tudi njej ni bilo lahko, kljub temu, da se zdaj vidi, da je po vseh časopisih. Na koncu je to punca, ki ima 8. najdražji prestop v zgodovini ženskega nogometa, ne? Tako da mislim, vsa čast. No. Evo, boš predal aplavz iz Tolmina za Laro, ko jo boš videl. Ambicije. Stremite itak višje. Kam se da priti, Daniel? Kam bi želel priti? Ko sem že prej rekel, ne boje me, ne. Zdaj moraš slediti svojim sanjam. Zdaj pa gremo korak po korak. No. Vem, da sem imel zdaj dobre pol sezone.
Zdaj pa bomo videli, kako naprej. Jaz se trenutno v Celju počutim v redu, ampak zdaj ne razmišljam še o nekem prestopu, no, ampak odvisno pa je, če bo prišla kakšna ponudba, ja, bomo videli. A bomo Questuta zavrtili? DŠ10 oziroma za nas si DŠ7 in tudi ti bi moral razmisliti mogoče o tem, da nazaj vrneš staro številko, ki ti bolj pristoji. Zdaj, kaj povedati o Danielu? Daniela jaz vidim zmer isto. Razen tega, da je na toliko višjem nivoju, da je toliko napredoval, delaven poba, skromen, na igrišču, na skuterju, gor, dol, tja, sem, povsod, naprej, nazaj. Tako da na visokem nivoju, ampak kar si jaz želim zate, Daniel, je, da se zavedaš, da nisi še naredil tega, kar si sposoben, da ostaneš še naprej skromen, delaven na skuterju in da od tukaj, da ni to končna postaja in da greš še par stopničk više, ker si tega sposoben in si to zaslužiš. Kar bi pa za konec še vprašanje ti postavil. Vem, da je to še daleč, ampak si že razmislil, kje boš končal kariero? Pa dobro premisli, preden odgovoriš. V Tminu. Saj sem že prej odgovoril, bomo videli, kam bomo končali kariero, ne? A je ta miselnost zaradi tega, ker se lahko v fudbalu jutri vse spremeni? Ja, sigurno nogomet se igra danes in se iz dneva v dan se spreminja to, ampak to, kar je rekel Questo, biti skromen, to je najboljš. Vem, moraš delati to, kar si želiš, to, kar te osrečuje in sem tako boš napredoval. Ok, draga fanta oziroma dragi fant in možakar, si vsi. Skoraj plešast. A bomo dali še malo mikrofon? Dobro, da moram priti od min, da mi povejo, da sem debel, siv pa plešast. Ne, vse drugače. Se bi lahko poklical. A bo Mariša nesla mogoče mikrofon za 5 minut med ljudi, če kdo bi rad še posebej koga vprašal? Lahko si ta mikrofon malo hecama, bomo probali, ja. Kar vzdignite roko. Če ima kdo kakšno vprašanje še. Strokovno ali pa malo manj strokovno. Oba sta me malo razočarala zaradi tega, ker ne moram jaz prebaleti, da je Maribor boljški Olimpija. Hvala lepa. Pa vprašanje? Vprašal bom pa lahko samo Šturma za nadaljne uspehe. Ja, mislim, upam, da letos osvojimo prvenstvo in da prijemo čim dlje v konferenčni ligi. S kom ste izgubili v pokalu Slovenije? Še kakšno vprašanje? Ajde, ta malim se, zdaj ne da. imamo tu na kablu, tako da boš mogel priti malo bolj blizu. Se je treba potruditi, je rekel Daniel, in sta oba rekla. Mi poveš še tvoje ime najprej. Sven. Se obrni, da bomo imeli za arhiv čez, ne vem, 10 let mogoče, ali pa kaj takega, ne? Pa kar vprašaj. Kdo je bil vajen idol, ko sta bila Mihna? Moj idol je bil Cristiano Ronaldo, pa še zmeraj je. Alessandro. Fabio Cannavaro. Sven, bo pa jaz tebe vprašala, kdo je pa tvoj idol? Messi.
Imaš še kakšno vprašanje? Niti ne. Ok, potem pa hvala. Lepo, da so se tudi najmlajši opogumili, pa če ima še kdo kakšno vprašanje, kar vabili. Gor, hitro, evo. To je ta pravo, ne? Kako je tebi ime? Matjaž. In tvoje vprašanje bo težko? Ja, jaz sem mislil samo Šturma vprašati, če bi lahko prosim, če mi lahko da dres. Ja, le upam, da si kupil srečko, pa da boš žrebana, ne? Bom videl. Ok, prav malo bomo videli tudi, kdo bodo srečni žrebanci. Tako, točno tako. Bomo začeli z žrebom. Žan. Ja, imamo še eno vprašanje. Še eno, pardon. Ja, Brest. Jaz ti lepo čestitam za vso tekmo, kar jih igraš. Včeraj si zelo tudi dobro igral. Pač ni ratala tista špon, ne? Ampak ti želim, da naprej vse srečo. Hvala, Brane. Bravo, Brane. Ja, ta podpora verjetno domačih navijačev vama ogromno pomeni. Ne? Tudi to danes se je nabralo precej ljudi. Kako vam je biti tukaj? Zdaj, ko gre že proti koncu in boste naredila hlukco. Ja, prav pošteno bom povedal, da neke pohvale, ki se zdaj v zadnjem cajtu dogajajo in v Ljubljani, in v Gorici, in ne vem, kje še vse, napomenijo pol kaj, kar pomenijo tudi minu. Tako da. Ja, sigurno se strinjam, da je zelo lepo, da ste prišli v tako velikem številu, no pa da se tudi podpira v takem lepem rezultatu. Ja, smo bili kar veseli, ker smo imeli en tak zelo kratek v bistvu čas, kdaj in kam ta dogodek umestiti, pa nam je vseeno uspelo. Tako, a si predstavljaš, Saša ali pa tudi ti, Daniel, da bi bil Tmin tako velik kot Melbourne, kakšen stadion bi imel, pa kakšna groza bi bila za gostovanje, za druge mesta, ko bi to udarilo ven. Bi hodili pa z avionom, ne? Ne, mislim, jaz bi rad povedal samo to, da jaz imam eno ful veliko željo, jaz bi en dan ful rad zapel Zdravljico na velikem tekmovanju in predvsem naredil vse Tmince ponosne in tudi vem, da bom en dan prišel nazaj. Samo to. Mama, prihajam domov in jočem od sreče. Žan. Ja, pa tu lože slak. Ki je igral za Kidričevo ali... Šalko, zdaj sem zajel. Evo, tu je predsednik NK Tolmin, Žan. Ta prvo preden bomo naredili ta uradni protokol z žrebom. Praznični cajt je. Ki bi rekel? Ja, neč, jaz bom najprej se zahvalil vsem za ta lep obisk danes, da ste se zbrali, da ste prišli podpreti naša, bom rekel, na koncu junaka, no, enega tako na selektorskem mestu ženske reprezentance in Daniela kot sigurno trenutno reprezentanta in verjamem, da to v Celju ni zadnja stopnička, verjamem, da je pred tabo še kar lep del kariere. To je ena stvar. Zdaj, najprej bi se, mislim, vsekakor bi se rad zahvalil našemu, bom rekel, že trenutno kar hišnemu kamermanu, ki ga pokoristimo že za popolnoma vsako stvar in je z nami na vseh prireditvah in tako dalje. Za vse vas imam eno majčkeno darilo, tako da Andrej prevzameš potem. Zahvalil bi se vama dvema za to vodenje,
da sta z nami res že na vseh teh tradicionalnih dogodkih, že od 90-letnice, 100-letnice in da bosta z nama tudi še naprej. Tako da tudi za vaju dva ena malenkost, lahko kratko dam tebi, ne bom, čakaj. Seveda. Hvala. In na koncu, tudi vama dvema, eno darilce, tu noč so dobrote, lokalne dobrote, domače, tolminske. Po končani sezoni Tako, nič prej. a ne, izvolite tudi vi dva, eno malenkost z naše strani. Kot sem rekel, zahvalil bi se vam, zahvalil bi se vsem vam, ki ste prišli, na koncu pa tudi vsem v klubu. Sodelavcem mojim, vsem, ki se trudijo skozi vsa ta leta in tudi brez njih tega dogodka danes ne bi bilo. Vem, da je veliko enega truda in vsega vloženega v to, tako da res najlepša hvala. Ne bom bil predolg pred zrebanjem, ker smo lig res v tem prazničnem času, bi pa na koncu vsem zaželel ene mirne, prijetne božične praznike in veliko uspeha, tako na športnem, osebnem, bilo kakšnem področju in seveda veliko zdravja v prihajajočem letu 2026. Hvala lepa. Evo, Ker vidim, da so naši najmlajši tako zagnani zdaj, da Nejc hitro piše še srečke, če ima še kdo za kaj povedati, lahko kdo kupi še kakšno srečko, potem pa žrebamo. Lahko v tem času, dokler Lahko se tam še izkoristiš, piše, ja. vprašam Danijela nekaj, kar prej nisem, a sem preslišal ali pa nisem, ali pa nisi odgovoril. No. Mislim, da je Hočevar vprašal, kateri razgled je lepši. Tisti iz Tolminskega gradu ali tisti iz Celjskega? Mislim, da je kar Tolminski, kaj tak na Celjskem še nisem bil. To sem pričakoval. Se tudi nima izbire, da bi rekel, kaj druga se mi zdi. A ima kdo še kakšno vprašanje, sicer pa bomo zdaj počasi pobrskali po tistih srečkah, imamo vse. Nejc, kdo bo žrebil? Ja, ok, vsak, se pravi 4 bomo potegnili, 4 srečke z imeni, vsak 2 in podelimo 4 drese. Začnemo z domačim. A ne, tako, ok. Najprej za dres nogometnega kluba Tolmin, tega smaragdnega. Zdaj ne vem, koliko Nejc piše. Martin Velpček. Martin Velpček je tu. Aha, ok. Zdaj ne vem, Nejc tako nerazločno piše ali pa Danijel ne zna dobro brati. Bomo to še preverili, če vse drži. Čestitke Martinu. Obrnite se proti kameri, da bomo imeli lepo. Eno slikco za spomin, evo. Čestitke Martinu in smo že pri drugem imenu in zdaj žrebamo za reprezentančni dres. Modra, ok. Sonja Štremfl. Čestitke. Kar gor. Čestitke Sonja, še slikca hitro z obema. Sonja na sredino. Tako. Ok, gremo naprej, zdaj žrebamo
Belga, reprezentančnega, da. Ja, ne, celje prešparamo za konc, ali ne? Ja. David Manfreda. David Manfreda je z nami. A je David tu? David Manfreda? Ali pa mogoče kdo, ki ga pozna? Če ne, žrebamo še enkrat. Kako naredimo? Nismo se posvetovali prej, kako bomo v takmu primeru. Še enkrat žrebamo, če ni Davida. Okay. Tekmo je treba gledati do konca, tako je. Rok Leban. Sosed. Sosed. Bravo, Rok. Zadnja opisana streška je bila na vrhu, ste slabo premešali. Bravo. Čakaj, jo bom pa slikal. In bobni za Danielov. Pardon, a še tudi rdeč? Ok, seveda. Ne. Tako so, nama so rekli tako. Ja. Zdaj pa, kot se odločite. Se pravi za celski zdaj podpis Andrej Danielov. Še zadnja. Njemu ga ne damo. Jani Šturom. Korupcija, to bomo KPK-ju prijavili. Aha. Slika, potem pa naprej. Matjaž Pridgor. Evo. Je napovedal. Sanje se enim hitro uresničijo. Ja, tako kot je rekel Daniel in tako kot je rekel Saša, samo treba je verjeti v svoje sanje. In Martin je očitno verjel in se mu je želja uresničila. Tako, prišli smo do konca uradnega dela. Za vas ne vem, jaz sem užival kot redko kdaj. Tako da, ker pa imam to srečo, da smo lahko še tu, Mariša, pejt, ja, selfie. Daniel Šturm, Saša Kolman, Nakat Min. Uživajte, bodite fajn, bodite zdravi, imejte se radi in ob prvi priložnosti spet. Pa lepe praznike in ne pozabiti na vaše sanje. Hvala.